Pokrovitelj oddaje je BASF, The Chemical Company. Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni tokrat iz Portoroža, kjer je v začetku tedna potekal letni posvet Zadružne zveze Slovenije. Zadružniki so na posvetu obeležili 140-letnico zadružništva na Slovenskem in mednarodno leto zadrug. Slovensko zadružništvo letos praznuje 140 let delovanja. Prve hranilnice in zadruge pri nas so kmetje in delavci ustanavljali, da bi se povezani zoperstavili brutalnemu gospodarskemu liberalizmu. Delovale so po načelih solidarnosti, demokratičnosti, etičnosti in neizkoriščevalskega gospodarskega sodelovanja. Na njihov razvoj in delovanje so skozi desetletja vplivale številne ekonomske in družbeno-politične okoliščine. Kljub temu pa so zadruge v najbolj kritičnih ekonomskih razmerah v glavnem uspele ohranjati in utrjevati ekonomski in socialni položaj kmetov in kmetijstva. Zadruge v svetovnem merilu združujejo več kot milijardo članov, zaposlujejo pa okoli 100 milijonov delavcev. Na njihov gospodarski in socialni pomen je želela opozoriti tudi Generalna skupščina Združenih narodov, ki je leto 2012 razglasila za mednarodno leto zadrug. Častno pokroviteljstvo Mednarodnega leta zadrug v Sloveniji je prevzel dr. Danilo Turk, predsednik Republike Slovenije. Gospod predsednik, letos ste torej postali častni pokrovitelj Mednarodnega leta zadrug. Kaj vam to pokroviteljstvo pomeni? Zelo veliko. Zadruge so ena bistvenih prvin našega ekonomskega razvoja, ena starejših, zelo čvrsta prvina ekonomskega razvoja so in tudi ena perspektivnih. Mi bomo vselej morali skrbeti za našo lastno preskrbljenost s hrano. Za razvoj podeželja bomo morali skrbeti za to, da bo ta razvoj skladen, da bo skladen z okoljem in da bo šel s časom naprej. In zadružništvo je tu pravzaprav v samem središču tega izjemno pomembnega, rekel bi, bistvenega dela našega razvojnega napora. Spravi, za državo je to zelo, zelo pomembno. Na Slovenskem pravzaprav praznujemo visoki jubilej, 140. obletnico delovanja zadružništva. Zadruge so vedno bile zelo aktivne, predvsem v kriznih časih. Verjetno so kar primerna oblika tudi za današnji čas. Seveda, mislim, da je izkušnja, ki jo imajo zadruge, lahko zelo koristna za razvoj podjetništva preko okvirov kmetijstva in gozdarstva. Marsikje v Evropi imajo take oblike razvoja bolj, rekel bi, celovite. Recimo v Italiji, v Španiji, v nekaterih državah je zadružništvo oblika organiziranja, ki sega na področje industrije, ki je zelo razvito na področju storitev. Skratka, mislim, da nas tu čaka še veliko možnosti in želel bi, da bi se zadružni principi bolje razumeli tudi s stališča potencijala, ki ga dajejo za druga področja. Mi imamo ta čas precej potreb po zaposlovanju ljudi, po ustvarjanju novih storitev, recimo skrb za ljudi na domu in podobno. In verjamem, da bi lahko s pomočjo zadružne izkušnje naredili več. Tudi zadružno bančništvo se dobro razvija in verjamem, da je tudi tu potencial, ki ga moramo gojiti, spodbujati in seveda razviti.
Predvsem pa verjetno ponovno te zadružne vrednote, kot so poštenost, etičnost, tudi solidarnost, demokratičnost, sodelovanje, medgeneracijsko sodelovanje. Veste, vse to so tiste vrednote, ki zagotavljajo dolgoročno stabilnost. To ni pretiravanje, če se reče, ob 140-letnici je prav, da razumemo, da je to zgodovinska osnova, zgodovinska baza za naš pomemben del našega razvoja. In seveda, na teh vrednotah bomo morali graditi tudi nove rešitve. Inovacije bodo potrebne in spet inovacije so možne, če poznamo in znamo uporabljati to, kar že imamo. Zaradi tega se mi zdi, da smo tu veliko na področju, ki sega daleč preko tistega, kar si običajno takole na hitro in površno predstavljamo pod zadružništvo. Gospod minister, danes smo na zadružnem posvetu. Slovensko zadružništvo praznuje visok jubilej. Kako vi ocenjujete vlogo zadrug in zadružnega sistema v našem prostoru? Sam ocenjujem, da je resnično to ena od pomembnih vej. Je pa potrebno se sleherni trenutek prilagajati razmeram, znati odgovoriti na izzive tistega časa, v katerem se nahajaš, in v tem delu tudi vidim, če se bomo znali pravilno odzvati na izzive današnjega časa, da ima zadružništvo tudi prihodnost. Zadružniki so se pravzaprav vedno nekako najbolj povezali ravno v kriznih trenutkih. Tudi današnji časi niso prav lahki. Menite, da bodo nekako spet prišle na plan te zadružne vrednote, da se bomo vendarle tudi v slovenskem kmetijstvu uspeli preko zadrug bolj povezati? Ja, sam ocenjujem, da je potreba in ta izziv današnjega časa zahteva na eni strani tako resno usmeritev tistega, ki stopi v zadružni sistem, da je predan zadrugi, v katero stopa. Mislim pa, da so pred nami vedno večji izzivi povezovanja med zadrugami in tudi tako imenovano vertikalno povezovanje, določeno panožno mogoče ali nekaj podobnega, s čimer bi zagotovili dve stvari. Na eni strani konkurenčen nastop na nabavni strani. Poznamo celo vrsto analiz, ki kažejo na to, da je zaradi teh različnih tokov, ki se danes vršijo v zadružnem sektorju, možno narediti celo vrsto prihrankov. Neke ocene gredo celo do 30 milijonov evrov. Najbrž je to visoka številka, vendar pa zagotovo je tu kar nekaj prostora. Drugo, kar pa mislim, da je še večja nuja v tem trenutku, pa je zopet spostaviti model tržne pridelave in ta model in pa to pridelavo povezati z trgovino. Na eni strani mislim, da ima zadružni sistem še celo vrsto priložnosti, da to stori znotraj svoje mreže trgovin, eventualno se poveže, še nadgradi ta sistem, hkrati pa da organizirano nastopi napram trgovskim verigom, kajti v teh zadnjih 15 letih, ko so te trgovske verige se razrasle v našem prostoru, vsi skupaj ugotavljamo, da je to ravnovesje na tem trgu porušeno in da je dejansko pridelovalec največkrat neorganiziran v zelo podrejenem položaju. Slovenske zadruge tudi v današnjem času predstavljajo organizacijski in poslovni temelj v kmetijski pridelavi in predelavi. Letno odkupijo več kot 80% doma pridelane hrane, imajo pa tudi lastniške deleže v živilsko-predelovalni industriji. V teh kriznih časih vidimo, da je to ključnega pomena, kajti ta zadružna podjetja kljub krizi nekako še dokaj solidno delajo, ohranjamo premoženje, potem tudi lastniško strukturo ohranjamo, medtem ko mnogo pomembnih živilskih podjetij iz Slovenije je šlo v tuje roke, kar pa dolgoročno ni primerno. Glede organiziranosti sedanjega sistema, zadružnega sistema v Sloveniji, ste zadovoljni? Glejte, nikoli ne moramo biti popolnoma zadovoljni. Organiziranost se nekako prilagaja glede na aktualne potrebe v danem času, tako da mi smo v preteklih 10 ali pa 20 letih uspeli povezati kar veliko število zadrug, uspeli smo povezati tudi kar neko število podjetij živilske industrije, vendar tu nikoli ni konca. Vidimo, da globalna Evropa se tudi odpira svetu, tako da na evropski ravni je potrebno, da so vedno večji sistemi, da ostajajo nekako poslovno uspešni na globalnem trgu.
Isto velja pa tudi za Slovenijo, tako da pred nami so novi izzivi, da mogoče v kakem podjetju še povečamo delež, to se mi zdi izjemno pomembno omeniti Ljubljanske mlekarne, če bomo uspeli, in pa potem, da tudi na tem področju podjetij živilske industrije prije določenih povezav, takšnih ali drugačnih. Tako da to so tisti izzivi, o katerih smo tudi spregovorili in na katerih že ves čas intenzivno delamo. Kaj pa zakonodaja? V tej novejši zgodovini ste imeli kar nekaj težav, če lahko tako rečem, z zakoni, ki zadrug niso postavljali v enakopraven položaj z drugimi gospodarskimi družbami. Kako je danes na tem področju? Zadruge delamo po zakonu o zadrugah, torej zakon o gospodarskih družbah je tisti, ki nekako tudi v nekem delu drži, tudi za nas vendar ne popolnoma. Torej, ko prihaja do nekih razpisov, če ni konkretno omenjena zadruga, potem lahko zadruga iz razpisa izpade. To je en velik problem. Pa ne bom rekel, da namenoma kdo izključuje, ampak določena ministrstva iz nepoznavanja enostavno pozabijo dostikrat na zadruge in potem moramo dostikrat preko državnega sveta urgirati. V glavnem smo tudi uspešni, to moram reči. Omenil bi pa to, da bi bilo nujno, da bi ponovno imeli možnost imeti zadružno revizijo, ki je opravila izjemno pomembno delo v preteklosti, pa je bila potem nažalost ukinjena. In pa tudi mi smo predlagali kot Zadružna zveza en zakon, ki bi nekako še posebej globalno urejal področje zadružništva v tem aktualnem času. Mi namreč želimo še bolj več napraviti tudi na področju socialnega zadružništva. V tej krizi, ko vidimo, da se proračun zmanjšuje, da bo vedno večji problem za socialne transfere, lahko mi po vzoru sosednje Italije pa nekaterih drugih evropskih držav bistveno pripomoremo tej družbi, tej Sloveniji pri ohranjanju nekega socialno vzdržnega stanja, ne samo na podeželju, tudi v mesto z temi socialnimi zadrugami. Naslednica nekdanjih zadružnih hranilnic je Deželna banka Slovenije. Kar je prednost sedaj, je ta, da je na nek način omogočeno praktično celotno poslovanje v tej naši Deželni banki Slovenije, tako da ni več nekih omejitev, ki so veljale za HKS-e, in to so bile omejitve, da se je lahko kreditiralo samo prebivalstvo oziroma da velikih sistemov oziroma podjetjih ni bilo možno kreditirati in ni bilo možno opravljati plačilnega prometa s tujino, kar je sedaj pač možno. Zdaj druge pravzaprav razlike ni v tem, to je praktično edina. In v sedanjem času seveda se Deželna banka trudi, da bi kreditirala prvenstveno ta agroživilski sektor, da bi v bistvu nadaljevala to vlogo pač teh zadružnih hranilnic oziroma HKS-ov, kot so se nazadnje imenovali. In opravljamo pa seveda tudi druge storitve, ker naša banka ima približno 900 milijonov bilančne vsote, tam okrog 500 milijonov imamo kreditiranja in od tega približno 45 milijonov zadrug. Ob visokem jubileju in mednarodnem letu zadrug je Zadružna zveza Slovenije na posvetu v Portorožu pripravila slovesnost s podelitvijo priznanj. Z nagrajenci, ki so aktivno sodelovali pri razvoju slovenskega zadružnega sistema, smo se pogovarjali o preteklih, sedanjih in prihodnjih pogledih na zadružništvo. Kooperativa je v bistvu sistem, ki to je, vemo po definiciji, organizacija velikega števila malih proizvajalcev, ki naredijo proizvodne zadruge, potrošnikov, konzumne zadruge, zavarovancev, vzajemne in seveda zadruge, ki obvladujejo predelovalno industrijo. In hranilnice in posojilnice, ki ustvarjajo finančni steber. In na ta način zadružništvo pomeni povezavo od primara, sekundara in terciala in pravično delitev dodane vrednosti v vseh treh fazah. Od kmeta do predelave, od proizvodne, predelave in trgovine.
Menite, da smo v sedanjem obdobju, ko pravzaprav nekako kar prevladuje ta kruti kapitalizem, že zreli za razmislek, da bi se nekako bolj usmerjali v tej smeri, kot jo vi predlagate? Zreli smo in pozno je. Vprašanje je, ali se zavedamo resnosti. Situacija pa je zrela. Mi vidimo, zadružništvo se je vedno ustvarilo takrat, ko je prišla družba v stisku. Gre za vprašanje, kako vzpostaviti ravnotežje med realno ekonomijo in finančnim sektorjem. Realna ekonomija, kjer se nova vrednost ustvarja, in finančni sektor, kjer se akumulira. Če se začne tukaj akumulirati na škodo realne ekonomije, potem nastopi antiekonomija in potem pride do zloma. Tako to je bilo in tako to je večni zakon. Ukvarjali ste se tudi z zadružno zakonodajo. Je sedaj primerna ali bi bilo potrebno še kaj spremeniti? Jaz mislim, da je nujno potrebno reanimirati, predvsem je potrebno ljudi izobraziti, da bodo sposobni upravljati ta tretji steber. Tretji steber, ki je rečemo solidarnostna ekonomija, po mojih in ekonomskih ocenah je potrebno 8 do 10% nacionalne ekonomije. Zato, da v trenutku, ko postane bodi si privatno individualistični ali državni kapitalistični model preveč požrešen, da se organizira kooperativa in ustvari ravnotežje. Težko se je zdaj zamisliti položaj kmeta takrat, ko so me povabili k organizaciji zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki tudi ni bil popoln napram ostalim prebivalcem. Kmetje so imeli samo tisto obvezno, se pravi temeljno zdravstveno zavarovanje, ostalo so morali sami plačevati. Naslednjo je bilo pa vprašanje, kako izpeljati pokojninsko zavarovanje. To je pa zdaj že, če tako rečem, zelo dolga zgodba, kaj vse bilo, pa kaj vse ni bilo, ampak ne zato, da bi kakorkoli blatil prejšnji sistem, ampak kmet je bil popolnoma brez, kako bi rekel, brezpravna raja. Jaz kot kmet iz posestva nisem mogel dobiti kredita v banki, če nisem nekoga garanta, ne drugega kmeta, ampak garanta, ki je bil recimo delavsko zavarovan. Gospod Frelih, vi ste bili dolga leta predsednik Zadružne zveze Slovenije. V katerem obdobju? Ja, jaz sem bil predsednik Zadružne zveze v letih 1982 pa do 1996. Kako bi vi ocenili tisto obdobje z poslovnega vidika? Ja, gledajte, jaz mislim tako, najprej bi rekel, da mi je veselje, da se to zadružništvo ohranja v tako dolgem 140-letnem obdobju in mislim, da zadružništvo ne bo nikoli propadlo. In to je ena prilika, da tudi rečem, da bi to zadružništvo moglo prodreti v druge pore gospodarstva in na načinu poslovnega skupnega organiziranja bi prav gotovo lahko veliko pripomogli k socialnemu položaju posameznika. In mislim, da je to dokaz prav kmetijske zadruge, ki so v Sloveniji v tem obdobju najprej 82-90 skrbele za povečevanje proizvodnje v tistem mojem času. In mi smo takrat dosegli samooskrbo, bi rekel nekaj čez 80%, se poslovno organizirali in potem začeli pripravljati na skupni evropski trg, pa tudi na trenutke osamosvojitve, ko je Slovenija potem potegnila par potez, ki so pomenili krepitev materialne osnove zadrug. Jaz sem delal predvsem v zadružnem hranilništvu. Zadružno hranilništvo je pa seveda sestavni del zadružništva kot takega. Pravzaprav sem jaz začel delati v hranilništvu leta 1968. Takrat je namreč tedanja oblast dovolila, da so lahko posojila za razvoj kmetij najemali tudi kmetje. Prej to ni bilo dovoljeno.
pri kmetijskih zadrugah so takrat delovali tako zvani hranilno-kreditni odseki, ki smo jih potem po posebnem zakonu o hranilnih službah preimenovali v hranilno-kreditne službe, ki so imele pravzaprav samostojni pravni status. In te hranilno-kreditne službe smo leta 1971 združili v Zvezo hranilno-kreditnih služb. Takrat se je potem začel intenzivni razvoj kreditiranja kmetijstva, seveda pod okriljem Zadružne zveze tudi, ki je bila nekakšna krovna organizacija zadružništva. Potem je odločilno vlogo je tu igrala kmetijska svetovalna služba, ki danes deluje v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice. No, do takrat leta 1972 sem jaz prevzel vodenje Zveze hranilno-kreditnih služb, ki je bila koordinator za celo Slovenijo. Imeli smo okoli 60 članic hranilno-kreditnih služb. In tu je bilo potrebno eno popolno sodelovanje vseh tistih, ki smo bili tu prisotni, tako Zadružne zveze, Kmetijske svetovalne službe, Ministrstvo za kmetijstvo in seveda naše zveze. In mislim, da je bil ta razvoj res uspešen in da se je takrat začela preobrazba kmetijstva. Mi smo pripravljeni na nove izzive, želimo pač neko primerno zakonsko podporo, tudi seveda političnega prostora, kar tudi je pomembno. Imamo evropske izkušnje in jaz sem prepričan, da je nekako pred nami prihodnost, ki lahko zadruge ukrepi in da zadružna ideja lahko celotni slovenski družbi prinese veliko dobrega. Gospod Kavčič, zelo tesna pa je tudi povezava med Državnim svetom in Zadružno zvezo Slovenije, ki letos praznuje visoki jubilej. Nam lahko to povezavo malce predstavite? V Državnem svetu smo veliko pridobili iz naše tesne povezave tudi z področjem kmetijstva. Opozorili smo glasno na pomen med drugim tudi te sedaj zelo znane lesno-gozdarske verige, o kateri sedaj aktualna politika veliko govori, manjkajo pa še pike na i na tem področju. No, to je pač samo eno izmed področji, na katerih smo v Državnem svetu nekaj prispevali. V svojem govoru sem tudi danes izpostavil eno misel, in sicer, da je pot za izhod iz sedanje hude družbene krize po svetu, Evropi in pri nas v Sloveniji tudi razmislek poglobljen in udejanjanje vrednot zadružništva. To je tisto, kar danes na svetu manjka. Svet je pod nadvlado finančnih trgov, ki so se popolnoma osamosvojili, izvajajo neke vrste diktat. No in tista zdrava kmečka pamet, tista preživetvena logika tudi slovenskega človeka, se pa dejansko v največji meri da videti skozi zadružništvo, ki ima v sebi elemente aktivnega osebnega odnosa, potem pa tudi solidarnosti in vzajemnosti. Pravi, to je tisto, kar danes pravzaprav manjka sodobnemu svetu. Najprej vsak pri sebi mobilizira vse svoje potenciale, ki jih ima, ampak da ga tudi okolje k temu vabi. Ker v današnji družbi je tako, zastonje politikom govori, da smo vsi v istem čovnu, ko pa ljudje vejo, da nismo. Če so te razlike v življenjskem standardu so vse večje in zato ti argumenti ne primejo. V zadružništvu pa primejo, ker v zadružništvu pa je resnično in dokazljivo prisotna ta vzajemnost. Zadruge slovenske, zadružništvo in tudi evropsko imajo lepe zgodbe, pa tudi kakšne manj lepe zgodbe. Jaz sem danes
pozval slovensko zadružništvo, da kakšne zamere iz preteklosti pozabi, saj sedaj pa je ta kriza kaže, da je nuja po povezovanju, tako da se vsaka kmetica in kmet mora zavedati, da če hoče povečati svojo osebno in družinsko in kmetijsko varnost, mora biti povezana, hkrati pa se morajo tudi zadruge bolj povezati, kakor so sedaj, saj od tega bodo imeli korist kmetice in kmetje. In sedaj ni čas, da se v bistvu medsebojno različni sektorji v kmetijstvu iščejo, kdo je kriv, da ni stanje boljše, kot je. Ponavadi se išče na ta način, da se vedno kaže na druge, sedaj je potrebno to pozabiti in skupaj iti hitro naprej. In na ta način, če nam bo to uspelo, da bomo imeli zadružništvo, ki bo tudi poslovno pokrilo slovensko kmetijstvo, bodo kmetje imeli od tega korist, saj bo nabavna cena kmetijskega repromateriala boljša za kmete, torej cenejša. Tu se bo kar nekaj desetin milijonov evrov lahko privarčevalo, po drugi strani pa to, kar kmetije proizvajajo, se bo lahko prodajalo po bolj stabilnih cenah, po boljših cenah in tudi bolj načrtovano. Torej, sedaj vemo, kaj je potrebno narediti. Zdaj, jaz verjamem, da je zadružništvo ta klic razumelo, tudi kmetice in kmetje, da se je potrebno združevati in čez eno leto bomo pa ugotavljali, ali je kakšen bistven napredek, kajti sedaj niso več potrebni majhni, potrebujemo bistvene napredke. Na Koroškem ste se pravzaprav pred nekaj več kot 10 leti kar opogumili in se med redkimi v Sloveniji pravzaprav kar precej povezali in tako ustanovili eno izmed največjih, če ne največje slovensko zadrugo. Kako vam je to uspelo, to povezovanje? Pred 10 leti je bila na Koroškem dejansko potreba po združitvi takratnih samostojnih zadrug, zato ker je takrat naša kreditno-hranilna služba prišla v težave in smo kot odgovorni za njen obstoj morali pač najti neke rešitve in smo jih poiskali v tem povezovanju. Kako se je sedaj recimo v 10 letih ta povezanost pokazala, če malo predstavite recimo tistim, ki morda še dvomijo ali pa so skeptični do povezovanja? To združevanje je dejansko prineslo neke pozitivne učinke. Ravno v lanskem letu smo nekako pregledali rezultate tega poslovanja in smo ugotovili, da je naša zadruga na vseh področjih dejansko zrasla in vsi ti indeksi so se povečali, tako na področju odkupa kmetijskih pridelkov, kot tudi na trgovskem delu. Pridružite se zadovoljnim strankam Deželne banke Slovenije in si s paketom dobrodošlice zagotovite številne ugodnosti. Za vas smo pripravili tudi ugodne gotovinske in namenske kredite ter kredite posebej prilagojene ciklom kmetijske proizvodnje. Deželna banka Slovenije. Vedno blizu. Eden od pogojev za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov je pravočasno zatiranje plevelov v žitih. Za spomladansko zatiranje plevelov vam iz družbe Bayer Crop Science priporočamo uporabo 2 herbicidov. Sekator je sistemični herbicid, ki odlično zatira tudi najbolj trdovratne širokolisne plevele, kot so plezajoča lakota, osad, mak, kamilice in številne druge. V zgodnjih razvojnih stadijih zatira tudi nekatere ozkolisne plevele, na primer srakoperec. Husar ima še širši spekter delovanja, saj poleg enoletnih in trajnih širokolisnih plevelov zatira tudi enoletne trave, kot so srakoperec, julke in latovke. Optimalni čas uporabe husarja je do začetka kolenčenja žit. Odlikuje ga odlična učinkovitost, širok spekter delovanja in fleksibilna uporaba. Husar je herbicid, ki nudi več. Uspešno sezono in lep pozdrav iz družbe Bayer Crop Science. Leto je naokoli in Jožefovo 2012 je tu. Obiščite nas 19. in 20. marca v Štorah ter izkoristite ugodnosti pri nakupu kmetijske mehanizacije in nadomestnih delov New Holland. Pridelujete pšenico in ječmen, ste v pričakovanju velikega pridelka in vas malce skrbijo pleveli. Ponujamo vam rešitev. Arat.
Vrhunski herbicid s širokim spektrom delovanja na najtrdovratnejše širokolistne plevele. Arad zatira vznikle plevele. Z njim dosežemo najboljše delovanje, ko imajo pleveli do 6 listov. Zato ga priporočamo ob pšenici in ječmenu do konca razraščanja. Herbicid Arad sestavljata dve aktivni snovi, ki mu dajeta zanesljivost in učinkovitost pri zatiranju plevelov. Učinki so vidni že po 1 do 3 dneh. Zanesljivost delovanja dosežemo z dodanim močilom Breakthrough, ki predvsem pri nižjih temperaturah ali večjemu plevelu omogoči hitrejše prodiranje herbicida v plevelno rastlino. Prednosti herbicida Arad so nizek odmerek, odmerku prilagojeno pakiranje, enostavna priprava škropilne broske, hitro raztapljanje, meša se z večino fitofarmacevtskih sredstev, zaradi hitre razgradnje v tleh ne omejuje kolobarja, je okolju prijazen. Arad, novi standard v zaščiti pšenice in ječmena, dovoljeno ga je uporabiti tudi v koruzi. BASF, The Chemical Company. Spodeželja.si v tokratni izdaji prinaša strokovno prilogo o mlečni predelavi v Sloveniji, intervju s profesorjem dr. Ludvikom Toplakom, številne nasvete in zanimive novice. V podjetju Fabian so pripravili posebno akcijsko ponudbo traktorjev Valpadana, mulčarjev Fischer, Dragone in Geo, pršilnikov Dragone, vinogradniških stebrov ter vršičkarjev lastne proizvodnje, pnevmatskih stiskalnic za grozdje, ob tem pa nudijo še kakovosten servis. Slovenski zadružniki tradicionalni posvet v Portorožu namenjajo tudi izmenjavi izkušenj in strokovnih mnenj. V Sloveniji je bilo kmetijstvo gospodarska panoga, ki se je med prvimi morala soočiti s krizno ekonomsko situacijo. Neugodni ekonomski trendi trajajo že daljše časovno obdobje, zato je zaskrbljenost v posameznih kmetijskih panogah velika. Kmetijska zadruga Lenart je na področju odkupa in pa prometa s prašiči na vrhu. Lansko leto je prek zadruge šlo cirka 22 000 prašičev, kar pač predstavlja največ od vseh zadrug. Težava se pojavlja že dalj časa, je prašičarija v krizi in ta kriza se nekako stopnjuje. Rečemo zadnjih 5 let. Manjše reje se opuščajo, ljudje, ki so imeli prej 15-20 plemenskih svin, teh skoraj da ni več. Se pravi, odkupna cena niti slučajno ne pokrije stroškov proizvodnje? Odkupna cena ne pokriva, tudi vsi izračuni stroke kažejo tako, da res se ne pokriva. Problem še je rast cen žit, kajti slovenska prašičarija bazira izključno na žiti. Ne krmimo nekih drugih snovi, substanc ali odpadkov od kakšne predelovalne industrije in to nas nekako... Kaj prašičarejci predlagate za izboljšanje situacije? Ja, prašičarejci smo predlagali, ker tečajo pogajanja na ministrstvu, v četrtek je tudi v Državnem zboru odbor za kmetijstvo, kjer smo prašičarejci predlagali, da bi naj bila neka pomoč v obliki na plemensko žival. Ne vem, zgleda, da bomo to težko prebili, kajti vemo, državna blagajna je prazna tako naše in bomo videli. Imamo pa tam nekaj kratkoročnih pa nekaj dolgoročnih ukrepov, ki bi se pač da bi naj omilile to prašičarijo, to krizo v prašičariji. V teh kriznih zadevah, ko gospodarim na svoji kmetiji, tudi delam v organih zadruge in te razmere, ki so se na trgu spreminjale včasih v plus, včasih v minus, včasih je bilo pomankanje robe, smo zadruge tudi iskale, smo nekako probali iskati čim boljše variante za kmete in za zadruge. Med tem časom so se tudi zadruge
povezovale med seboj. Imamo zdaj nekako tudi skupno klavnico, v katere so lastniki Gorenjske zadruge in občine. Imamo tudi mlekarno, v kateri pridelamo le manjši del mleka, ostalega preko mleko pa prodajamo v ljubljanske mlekarne. Tako da gospodarjenje z temi zadevami je bilo zmeri živo in včasih tudi zelo naporno. Bili so tudi cajti, ko se recimo posebna težava je krompir. Krompir je v zadnjem času izredna težava, cena mleka je padla, cena krompirja je padla, zaloge so velike, ljudje so v to veliko investirali, ne bojo pa dobili od krompirja toliko, da bi saj stroški imeli povrnjene. Mislim, da je sodelovanje z kmetijsko zadrugo in pa s proizvajalci mleka dobro. Vsekakor pa proizvajalci mleka nismo zadovoljni z ceno mleka. Radi bi čim večje ceno mleka dosegali, kajti vemo in vidimo, da se povečuje stroški, da se povečuje stroški energije, potem naftnih derivatov in to vse skupaj vpliva tudi na področje cene, ki pa seveda potem vpliva, da nismo ekonomsko tako uspešni. Letošnjega posveta Zadružne zveze Slovenije pa se je udeležil tudi generalni direktor španskih kmetijskih in živilskih zadrug. V španskem kmetijskem in živilskem zadružnem sistemu je združenih okoli 4000 zadrug in več kot 1 milijon pridelovalcev. Food and agricultural sector is more or less with the same situation than the past. But the problem is retailers, our clients, they are pressing prices because consumers in Spain, they need the better prices. And they can choose and they can find the better prices in the market. So we have a lot of pressure in Spain. With the crisis and in the last years without the crisis too. So we have to move our production to the exports because in Europe and the other countries the situation is better. But you have a lot of young members. This is positive. This is very positive. About 28% of the members in Spanish cooperatives are younger, between 20 and 40 years. This is very positive because it's the future. We need to improve a new mentality, and for improve a new mentality, we need young farmers. And young farmers in Spain, they are choosing, they are coming into the cooperatives. And this is a very good news. Kako pa je s tem pri nas v Sloveniji? Kako se mladi kmetje vključujete v delovanje zadružnega sistema in zadrug? Dobro vprašanje za mlade kmete. Situacija je taka v Sloveniji, da recimo večkrat se pohvalijo, da je 6% oziroma za nas bi bila to lahko pohvala, ker v Sloveniji imamo žal samo 4% mladih kmetov, to se pravi mlajših od 35 leta, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva oziroma lastniki kmetij. Njihov pogled na zadružništvo mislim, da je nekoliko odmaknjen od tega tradicionalnega. Nekateri poskušajo iskati svoje tržne niše, zdaj ali poskušajo dve veje obstajati nekje, ali masovno direktno trženje v trgovino probajo plasirati v bližnje markete oziroma se odločajo za prodajo na domu. Mislim pa, da je še zmeraj neka tista zakoreninjena zadružna miselnost, ki jo pa mislim, da nekateri premalo spoštujejo, ker včasih so zadruge, bom rekel, samo tisti čistilci trgov in pač prodajajo v zadruge, ko enkrat se trg zasiči z vsemi surovinami in z vsemi izdelki, ki pač druga prodaja ni več možna. So pa zadruge tiste, ki rešujejo situacijo kmetov. Tako da mislim, da na tem področju se bo moral oziroma bi se lahko še marsikaj postoril, da bi se zadružništvo predstavilo kot en model uspešnega poslovanja in tudi ta socialni vidik zadružništva, da bi se bolj izpostavil, ker dejansko
samo zadružništvo zelo pride do izraza v časih krize, ker mislim, da ta socialna veja je prisotna edino v tem poslovanju, v principu zadružništva. Tako da mogoče včasih bi lahko rekel, da kriza še ni čisto dotovkla kmetijstva, ampak se pravim, zato pa upam, da se obrnemo oziroma da se naučimo še preden bo prepozno. Ob pridelovalcih pa se s krizo in evropsko konkurenco že lep čas sooča tudi slovenska predelovalna industrija. Če zdaj primerjamo z povprečjem celotnega gospodarstva, živilstvo ima to, bi rekel, značilnost, da ni podvrženo zelo velikim nihanjem, kot recimo nekatera druge dejavnosti predelovalne industrije. Vendar izstopajo v slovenskem živilstvu nekateri precej pereči problemi, kar se tiče razmer. Rdeča veriga, mesna veriga je precej podvržena pritiskom ekonomskim. Na drugi strani pa beležimo razmerno ugodne trende v mlečno-predelovalni industriji, ki je izrazito povečala izvozno aktivnost in tudi obseg prodaje, in podjetja v mlečno-predelovalni industriji kaže zelo lepe primere, bi rekel, skromnega, vendar ustreznega prilagajanja zahtevam trga. Tako da na nek način lahko povzamem, da seveda izstopajo tisti sektori, kjer prihaja do zelo velike volatilnosti surovin, skratka gibanja cen surovin, ki jih potem živilska podjetja ne morejo prenesti v maloprodajno ceno, ker konkurenca na končnem trgu pa ne dovoljuje, trgovci ne želijo dražiti blaga, in to se odraža v letu 2011, sicer uradnih podatkov še ni, statistika cen pa kaže, da živilska podjetja niso mogla prenesti teh podražitev kmetijskih surovin na maloprodajno ceno, to se bo odražalo v slabšem poslovnem rezultatu za 2011. Mlečni trg je v bistvu zelo zanimiv. Ugotavljam, jaz sem vedno mislila, da je mlečni trg nekaj, kar se težko zruši, kar nima velikih hitrih sprememb, ampak sem se morala zelo hitro naučiti tega, da je na mlečnem trgu veliko turbulenc, da se zelo hitro spreminjajo cene vhoda, medtem ko so izhodne relativno konzervativne pa stabilne. In zaradi tega seveda na osnovi danih razmer se moraš vprašati, v katero smer boš šel in kaj boš naredil, da boš pa to, kar ti je dano, uporabil za dolgoročno in vzdržno poslovanje podjetja in za rast in razvoj. Tako da mi vidimo možnosti razvoja v mlečni panogi predvsem v sledenju trendov, to, da dejansko sledimo temu, kaj se v svetu dogaja, kaj se dogaja na področju zdravja potrošnikov, na področju njihovih potreb, na področju spremenjenih doktrin o prehrani, in da seveda na osnovi tega izdelujemo oziroma razvijamo izdelke, ki bodo potem prinašali podjetju novo dodano vrednost. Mislim, da nam je v zadnjih letih to kar uspevalo, in bom rekla, da ne glede na to, da je leto 2011 bilo zelo težko, tudi zaradi zunanjih vplivov, pa sem vendarle nekako pozitivno usmerjena v prihodnost, ker mislim, da prostor še je, mogoče ne v Sloveniji, mi iščemo svoj prostor pod soncem, predvsem v tujini, in zaradi tega seveda prilagajamo svoje poslovanje, svoj razvoj, svoja razmišljanja tujim konkurentom oziroma razmeram na tujih trgih. Se pravi, da iščemo pač svojo konkurenčno prednost, kjer jo najdemo, tam potem tudi uspevamo z izdelki in s prodajo. Smo najmanjša mlekarna v Sloveniji in s temi konvencionalnimi izdelki, ki jih predelujejo velike mlekarne, z količinami, mi ne moremo konkurirati, mi ne moremo na trgu obstati. Tako smo potem iskali neke tržne niše, neke manjše količine, ki smo jih dodajali tem našim izdelkom, in mislim, da nam to kar dobro uspeva. Imate v prihodnje mogoče namen ta program še razširiti ali boste ostali v teh okvirih? Danes imamo certifikat ekoloških pridelkov za 7 mlečnih izdelkov, tako da to je že kar precejšen obseg, ker moramo se zavedati, da je ta predelava zelo zahtevna, posebno pa če predeluješ sporedno oziroma skupaj z konvencionalno. Vsa proizvodnja mora biti striktno ločena, ali časovno, ali prostorsko, kar je dodatno breme. Tako da v bodoče, če bomo na tem nivoju obstali, bomo kar zadovoljni.
Zadružniki so del letošnjega tradicionalnega posveta v Portorožu namenili tudi predstavitvi pogledov na ureditev prihodnje skupne evropske kmetijske politike v obdobju od leta 2014 do 2020. Potrebno je povedati, da se zelo spreminja koncept evropske kmetijske politike in da bo tokrat po letu 2003 naslednji zelo velik premik. In da znotraj tega premika so možne samo še, bom rekel, ne glih kozmetične spremembe, ampak kaj veliko se ne da popraviti. Torej, dosedanja zgodovinska plačila bo šla proti enotni vrednosti na hektar, tako da tisti, ki so prej imeli zelo velike višine, predvsem velika zgodovinska plačila, in to so bili v glavnem intenzivni rejci govedi, bodisi pitalci goveda ali rejci krav moznic, te bojo šli dol, in teh ni tako veliko, ki bodo šli zelo dol, zelo veliko ljudi bo pa, ali pa veliko kmetov bo dobilo pa nekoliko več. Znotraj tega modela kaj dosti se ne da popraviti. Bo pa seveda skupna višina sredstev za neposredna plačila je v glavnem ohranjena, vendar se realno zmanjšuje tako za Slovenijo kot za Evropsko unijo. Zdaj, kar se da narediti, je pa verjetno nekoliko korigirati znotraj te smeri. In mislim, da je zelo razumno, kar Slovenija počenja, da poskuša uveljaviti tokrat verjetno prvič neko večjo stvar na evropski sceni, to je različno višino plačil za njive in travinje. In vsakemu kmeticu je jasno, da je ekonomičnost predelave hrane na travinju drugačna kot na njivah, z ekonomskega vidika pa tudi okoljski učinki so drugačni. Bistveno težje je imeti predelavo na njivi okoljsko vzdržnežo, kot pa na travinju. Stroški so nižji. Torej, bi bilo upravičeno, če sledimo ciljem reforme, imeti ta različna plačila. In tukaj Slovenija ni več čisto sama, je pa zaenkrat to še dokaj redko izpostavljeno in dokler se ne bo pridružila kakšna od večjih držav, bo to zelo težko uveljaviti. Je dobro, da imamo neko svojo jasno vizijo in jasno politiko, ker s tem tudi sporočamo, kaj hočemo od Evropske unije in kaj hočemo v kmetijstvu. Poš izdelki so sinonim za visoko kakovost. Strokovnost, uporaba kakovostnih sestavnih delov in robustna konstrukcija zagotavljajo vzdržljivost, zanesljivost in varnost. Mehanizacija Miller v akciji priporoča cepilnike, pokončne in ležeče, krožne žage in rezalno-cepilne kombinacije. Tako delajo profesionalci. Mehanizacija Miller. Kmetijska mehanizacija za zahtevne. Bayer razume današnjega poljedelca. Ta od svoje pšenice ne pričakuje le visoke kakovosti, ampak tudi povračilo investicije. Fungicid Prosaro iz Bayerja ščiti vašo pšenico tudi v najtežjih pogojih, ter s tem maksimizira vaš dobiček. Kdor s Prosarom seje, bogato žanje. Podjetje Uniforest predstavlja enobobensko ali dvobobensko gozdarsko vitlo za fiksno vgradnjo vlečne sile 85 kN ter vitle za profesionalno uporabo 65G in 80G, vitle serije H in M od 3 do 8,5 ton, cepilnike drv titanium, klešče za hlodovino, ovijalnik drv, krožne žage in daljinske upravljalnike. Za pripravo tal v vrtu priporočamo sodobna, dolgo delujoča organska gnojila v obliki pelet in granul, ki ne vsebujejo klic bolezni in semena plevelov. Vsebujejo pa najvišji delež suhe snovi, kar zagotavlja 30% manjšo porabo od drugih gnojil. Pridelek pa je večji kar do 30%. Za dolgoletne nasade in izčrpano zemljo izberemo organsko gnojilo Biogrena. Vsebuje veliko število mikroorganizmov, nekaj tisočkrat več kot hlevski gnoj. Uporabimo jo lahko še za zorenje komposta. Visoko kakovostno organsko gnojilo Plantela Organic uporabljamo za temeljno in dopolnilno gnojenje vseh vrst rastlin. Z visoko vrednostjo organske snovi povečuje rodnost tal in zagotavlja kakovosten pridelek. 20 kg organika nadomesti kar 600 kg hlevskega gnoja. Plantela Organic K je organsko gnojilo v obliki mikropelet, obogateno z naravnimi viri kalija.
Zaradi visoke vsebnosti kalija je primerno za plodovke, vinsko trto in sadno drevje. Dokazana kakovost. Plantela. Ker se bliža čas škropljenja v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, vam podjetje Fitocenter priporoča uporabo osebne zaščite in čistilnih sredstev za temeljito čiščenje in brezhibno delovanje vaše škropilne naprave. Več na www.fitocenter.com. Postavite si rastlinjak po vaših merah. Rastlinjak je prekrit z več let obstojno UV folijo. Deluje kot zaščita pred neurji, točo in snegom. Zagotavljamo pester izbor različnih velikosti in ugodne cene. Rastlinjak pošljemo tudi po pošti. Plačilo ob povzetju. Leto je naokoli in Jožefovo 2012 je tu. Obiščite nas 19. in 20. marca v Štorah ter izkoristite ugodnosti pri nakupu kmetijske mehanizacije in nadomestnih delov New Holland. Spodeželja.si v tokratni izdaji prinaša strokovno prilogo o mlečni predelavi v Sloveniji, intervju s profesorjem dr. Ludvikom Toplakom, številne nasvete in zanimive novice. Pridružite se zadovoljnim strankam Deželne banke Slovenije in si s paketom dobrodošlice zagotovite številne ugodnosti. Za vas smo pripravili tudi ugodne gotovinske in namenske kredite ter kredite posebej prilagojene ciklom kmetijske proizvodnje. Deželna banka Slovenije. Vedno blizu. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko za danes iz Portoroža. Zahvaljujem se vam za pozornost, v našo družbo pa vas znova vabim prihodnjo nedeljo. Nasvidenje, do takrat.